Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Jesen je potrkala na vrata in popoldnevi vse hitreje tonejo v temo. Ta letni čas nam daje veliko inspiracijo za ustvarjanje, zato bomo to oddajo posvetili prav temu. Izdelali bomo ježa iz cofa, veverico iz storža, polža s kostanjem, gobice iz plutovinastega zamaška, na koncu pa še jesenski list. V studiu že lepo pozdravljam gospo Petro Kolšek iz hiše Generacij Laško, ki nam bo pokazala, kako naredimo vse te zanimive izdelke. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospa Petra, ali imate radi jesen in kaj vam je najljubše v tem letnem času? Ja, jesen je meni, lahko rečem, najlepši letni čas ravno zaradi svojih barv. Danes, ko sem se peljala k vam, je čudovito gledati te razne barve, ki se porajajo v teh listih na drevesih. Hkrati pa sonce še dodatno da eno takšno toplo energijo in te barve rdeče, zlate, pridejo nekako do nekega posebnega sijaja. Ostali letni časi nam tega ne ponujajo. Pa vas ne moti mraz, ki ga prinese tetka jesen? Pa mislim, da majčkan za kontrast ni tako hudo, dokler je še tako toplo jesensko sonce, tudi mraz nekako kar hitro se porazgubi. Omenili ste liste, ki se obarvajo v čudovite barve. Ali hodite jeseni velikokrat na sprehode v gozd? Ja, zato ker imam zelo rada šumenje listov, ki odpadajo z dreves in potem se lahko sprehajaš po njih in daje neko zvočnost, hkrati pa tudi eno takšno barvno terapijo. Namreč treba si je nabrati dovolj energije in pa teh lepih barv, ki nam jih ponuja jesen, ker potem, ko pride pa zima, ta pa je kontrast sami jeseni, tam je pa belina in pa hlad. Bi takšne sprehode priporočali tudi našim mišmaševcem? Toplo priporočam, kajti ne samo, da najdemo barve, sonce, energijo, ampak najdemo tudi kakšen uporaben predmet, sadež, ki nam ga ponuja jesen in ga potem lahko predelamo, obdelamo potem za dekoracijo našega stanovanja. Narava sama po sebi ponuja številne ideje za izdelovanje. Kaj bo danes naš prvi izdelek? Naš prvi izdelek bo danes jež, namreč vemo, da ježek v jeseni teka in nabira te jesenske plodove in za tega našega ježa vam ne bo potrebno iti v naravo, ima pa že ta pridih malo zimskosti, namreč uporabili bomo volno in pa papir, in pa seveda potem lepilo, flomaster in pa seveda pisalo, da si še dodatno narišemo. In s temi svojimi živimi barvami nam bo polepšal tako jesenske dneve, kot pa tudi potem dneve, ki sledijo, torej zime. Kako se lotimo takšnega ježa? Ja, poiščete en takšen malo trši kartonček, ki ga poljubno izrežete v pravokotnik in nanj bomo naredili cof iz volne. Trakove volne ovijete okoli tega pravokotnika. Lahko si štejete, da bodo cofi enako veliki, lahko pa tudi zaupate svojim sposobnostim in svojemu očesu. Pa je važno, kakšno volno uporabljamo? Priporočam, da je malo debelejša volna. Lahko pa uporabite tisto volno, ki jo imate doma, mogoče je mama pletla kakšne jopice, pa je ostal kakšen klopčič, pa je ravno primeren za takšne izdelke. Torej je lahko volna katerekoli barve? Katerekoli barve oziroma vaše najljubše. Takole, mi smo navili zdaj volno in tale klopčič rahlo položimo dol in ga z drugim koncem volne
na sredini povežemo skupaj. Lahko pa tudi koga prosimo za pomoč, a ne? To je še posebej dobrodošlo, kajti tule morate res trdno zavezati, da dobimo te volnene snope na polovico. Tako. In dobite takšnle cof, ki ga je seveda pa potrebno prerezati. Tule, ko so nastale zanke iz volne, uporabite malo večje škarje, vam bo lažje šlo in prerežete na enem koncu te zanke. Prerežete tako, da res ni nobene zanke več. To je še malo večja. In pa na drugem koncu. A se nam lahko pri tem cofu kaj zalomi, da naredimo kaj narobe? Lahko ste tako pridni pri rezanju, da cof na koncu razpade, ker prerežemo še potem tisto osnovno nit, naprimer tale je pač se odločil, da bo šel svojo pot. Ampak mislim, da neke prevelike škode ne moramo narediti. Če se vam slučajno to naredi, pač ponovi vajo. Imamo en cof, potem pa še seveda naredimo še enega. Če bi želeli, da imate manjšega ježka, naredite ta pravokotnik manjši. Če pa želite, da je večji ježek z večjim cofom, pa naredite seveda večji ta pravokotnik. Torej pri rezanju pazimo, da ne prerežemo tistega, kar smo prej zavezali. Tako, da ne prerežemo tiste glavne vrvice. Če se bojite, da bi jo prerezali, priporočam, da date neko drugo barvo, tiste vrvice, ki poveže tale naš cof. Takole torej smo navezali, potem potegnemo dol. Fajn je, da karton se lahko upogiba. Kako pa vemo, kako debelo zavijemo volno na karton? Ponovadi je tako, če želimo, da sta enaka dva cofa, namreč za našega ježa potrebujemo dva cofa, si štejemo, kolikokrat naredimo obrat na tem našem kartonu. Vsaj 40-krat priporočam, če je volna takole debela, kot je ta. Če pa imate tanjšo volno, morate še pa večkrat ponoviti. Torej, ponovno tele zanke mi prerežemo. Kaj pa bomo naredili potem, ko bomo imeli cofka pripravljena? Potem pa vzamemo karton in na ta karton, najprej seveda karton prepognemo. Karton pa res naj bo, oziroma papir naj bo trši. Zato, da nam bo ta ježek pokončno stal, ga prepognemo na polovico in se sedaj v en kot pripravimo z belim lepilom, ki dobro prime osnovo, kamor bomo nalepili cof. Zdaj še ni to nič podobno ježu, ampak verjemite bo. Takole. In tale naš ljubi cofek damo na en kot, majčkan gleda čez papir in dobro pritisnemo. In zdaj si predstavljamo, da bo tule glavica od ježa, vzamemo svinčnik in kar prostoročno takole navzdol, pa en velik smrček od našega ježa, pa potem zaokrožimo spodaj. Mora biti karton rjav ali ni važno, kakšne barve je? Lahko je rjave oziroma te take nežne pastelne barve, lahko pa imate tudi barvitega ježa. Tukaj naj vam vaša domišljija ne omejuje, ampak vam samo še dodatno da energijo, da naredite čisto svojega unikatnega ježa. Takole. Dobro je, da svinčnik odrežete v stran, da se ne vidi, razen tukaj pri njegovem smrčku oziroma nosu, ki ga bomo tako potem pobarvali. Zdaj imamo osnovo, ki deluje kot jež in seveda jež je samo na eni strani, zdaj bomo še pa na drugo stran dali lepilo, da prilepimo cof. A bi lahko naredili tudi dva različna cofka?
Priporočam, da sta enaka, zato da bo res dobil, ta cofa sta namreč zelo pomembna pri našem tem cofi ježu, ker da obliko samemu ježku. Drugače nekako bi mogli imeti res bujno domišljijo, da bi videli, da je to jež. Takole. Bodite malo potrpežljivi, pritisnite, da res lepilo zagrabi volno. Lepo pa je tudi, oziroma pomagati si lahko tudi s kljukicami, če bi vam nagajalo, tole skupaj stisnemo za nekaj časa, toliko, da se lepilo res posuši in da volna zagrabi. Potem pa uporabite flomaster, da narišete oči in pa seveda vesela usta od ježa. Morata pa biti cofa enako velika, kaj ne? Enako velika naj bosta, zato da naš jež dobi eno takšno pravo podobo teh bodic, ki pa v tem primeru ne pikajo. Tu še imamo eno očko. In pa smrček. Smrček lahko tudi posebej krogec zrežete. Lahko pa tudi takole si pomagate s flomastrom in si ga pobarvate. Tako. In naš ježek je narejen. Torej, tole je končni izdelek. Tako, lahko ga še seveda se potem greste malo frizerja in ga majčkeno še preoblikujete, če so mogoče cofki različni, da ga malo še postrižete in potem je ježek narejen. Naši mišmaševci lahko v tem času ježa srečajo tudi v gozdu. Prav tako pa lahko srečajo tudi veveričko, ki so zelo urne, zato jih kar redko vidimo. Lahko pa si jih izdelamo. Ja, v letošnjem letu, če smo zelo pozorni, je kar veliko veveric v našem gozdu in nikakor jih ne moremo uloviti in imeti za jesensko dekoracijo, ker so res urne in spretne, saj se pripravljajo na zimo, zato si jo bomo naredili. In sicer zanjo potrebujete storž, ki ga seveda najdete na sprehodu po gozdu oziroma parku, potem ene takšnele učke, ki se premikajo, rjav karton in to je to. In pa seveda belo lepilo, lahko pa tudi uporabljate vroče lepilo, pri tem pa priporočam, da so vam starši v pomoč. Karton prepognete in naredite, lahko prostoročno, lahko si naredite prej model noge od veverice. Torej 2 tački, ki imajo na koncu krempelček. 2 papirja pa zato, da je osnova malo bolj trdna. Prej ste rekli, da potrebujemo tudi storže. Velikokrat najdemo mokre storže, a lahko ustvarjamo z mokrimi? Z mokrimi ne priporočam. Priporočam, da storž posušite v stanovanju, torej na zraku. Lahko pa, če se vam mudi pri vašem ustvarjanju, tudi storž date za nekaj časa v pečico na 100 stopinj. Pustite vrata pečice odprte, da para oziroma voda, ki je na storžu oziroma predvsem v storžu, izhlapi in potem storž lahko uporabite. Hkrati se vam bo pa, če je storž zaprt, se vam bo v pečici dodatno razprl. Bi se nam razprl tudi, če bi ga sušili na zraku? Bi, ampak zato potrebuje kar nekaj časa, tako da takrat si pa morate pomagati s pečico, da se vam storž prej razpre. Takole, to imamo v osnovo. Potem pa tale storž izdatno z lepilom majčkeno na debelo nalepite in storž pritisnete in nekaj časa držite, da lepilo tudi zagrabi ta storž. Storž je malo debelejši, tu morate biti malo potrpežljivi. In potem na rjavem papirju narišete še glavo veverice.
A imate kak predlog, kako bi se lotili veveričke, če ne bi znali narisati veverice? Verjetno znate narisati limono. Naredite limono in na vrhu limone dva vrhova, torej da so ušeski od same veverice, in mislim, da vam ne bi smelo delati problema, da vam to ne bi uspelo. Sam rep je pa, veverica ima košat velik rep, to pomeni, da tukaj pa lahko ste kreativni in ustvarjalni pri izdelovanju samega njenega repa. Tudi tukaj pa bi lahko uporabili kakšen drug papir, če bi se mišmaševci tako odločili, kaj ne? Lahko. Veverice so različne barve, res da so, večinoma jih poznamo kot rjavolaske, če lahko temu tako rečemo. Lahko so pa temnejše barve, tudi črni odtenki pridejo v poštev. Lahko imate pisani papir, lahko pa tudi vaše domišljijo, tudi naš jež ni bil takšen, kot ga najdemo v naravi. Lahko je tudi barvni papir, ki ga imate ravno tisti čas pri roki. Torej pri glavi in pri repu uporabimo samo enojni karton, ga ne prepognemo. Ne prepogibamo, prepognemo samo osnovo, torej te tačke, ki nam služijo kot nek podstavek, da potem lahko ta naš storž, ki pa le ima svojo težo, čeprav je suh, da nam lepo stoji. Lahko pa tudi uporabite bel trši papir in ga poljubno z voščenkami, barvicami, tudi flomastrom pobarvate. Takole. Na koncu pa priporočam pri tem repu, da majčkam pustite takšen daljši trakec, zato da bomo lažje prilepili ta rep na samo veverico. Tu je glava naše veverice. Prilepimo ji oči. Zdaj te migetajoče se očke so lahko samolepilne ali pa takole, da samo odlepimo in prilepimo učko. Lahko pa jih tudi prilepimo z lepilom. Če nimamo teh očk na zalogi doma, potem uporabimo naše risarske spretnosti in očke narišemo na samo veverico. Kje pa lahko sicer dobimo take oči? V trgovinah z ustvarjalnim materialom, v kakšni papirnici, tam boste zagotovo našli. Tu zdaj narišemo smrček in ga pobarvamo, in pa seveda ne pozabimo na nasmešek, kajti živali so urne in so vesele, da lahko tudi v tej veseli jeseni nabirajo njene plodove. Tako. Zdaj pa še samo prilepimo. Tale repek nam služi za dodatno učvrstitev našega repa od veverice. Kaj pa bi se zgodilo, če ne bi imeli kartona, da bi imeli navaden papir? Kadar mogoče, da imate ta tanek papir doma, potem predlagam, da zlepite več listov skupaj, zato da so bolj čvrsti. Kajti storž je konkreten in potrebuje, da lisička oziroma naša veverica, ki ima tako kot lisička zvit rep, pokončno stoji, tako da v tistem primeru pa predlagam, da mogoče ali na kakšen drugi trši papir od kakšne revije prilepite list papirja ali pa več listov skupaj zlepite in potem ustvarite takšen projekt. Takole, ježek in veverička sta narejena. Prav je, da si malo oddahnemo, zato sledi kratek glasbeni predah, potem pa si bomo pogledali, kako naredimo še druge izdelke. Teža velikih mest, senca od sivih cest,
ne ustavi moje platine. Vsaka medalja ve, kdo jo zaslužil je. Lažni sijaj nas ne slepi. Poklonu ne bo, za zmago naj bo, za vedno. Na glas, da nas slišijo vsi, naj nas vidijo, smo tu, 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 na vrhu, ne na dnu. Za nas naj gori zlato, naš glas potopi nebo, smo tu, 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 na vrhu, ne na dnu. Zmagam, ko zmagaš ti, padem, ko pade tim. Vsi za enega, vsi za vse. Kdor leti, ta pozna, dolga je pot iz dna. Vsaka milja, no korak. Poklonu ne bo, za zmago naj bo, za vedno. Na glas, da nas slišijo vsi, naj nas vidijo, smo tu, 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 na vrhu, ne na dnu. Za nas naj gori zlato, naš glas potopi nebo, smo tu, 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 na vrhu, ne na dnu. Poklonu ne bo, za zmago naj bo, za vedno. Na glas, da nas slišijo vsi, naj nas vidijo, smo tu, 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 na vrhu, ne na dnu. Za nas naj gori zlato, naš glas potopi nebo, smo tu, 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 na vrhu. V današnji oddaji izdelujemo in zdaj nas čakajo še gobice in pa polžki. Kaj bomo zdaj izdelali? Mogoče predlagam gobice na začetku. Malo bomo kombinirali, kajti gobice moramo najprej pobarvati, pa malo pustiti, da se posušijo. Vmes bomo naredili polžke, na koncu pa dokončamo gobice in bodo polžki in gobice skupaj. Tako kot v naravi polži radi jejo gobe, tako da se bojo lepo družili. No, pa najbolje, da kar začneva. Ja, torej za gobice potrebujete plutovinasti zamašek, ki ima v bistvu že eno samo podobo same gobice. Potem potrebujete akrilno barvo oziroma tempero barvo rdeče barve, naredili bomo namreč mušnice in pa seveda čopič. Zgornji del zamaška na debelo pobarvamo s to našo akrilno rdečo barvo, tempero. Torej, če imate doma tempero, jo samo iztisnete na takšne embalažo od jajc in nič ne rečite z vodo, zato da dobro prekrije tale naš zamašek. A je pomembno, kakšen čopič imamo? Čopič naj bo malo širši, zato da ne obupate, ne uporabljajte tankih čopičev, ne bomo delali detajle. Pomembno je, da pobarvamo samo zgornjo površino naše gobice oziroma plutovinastega zamaška. Kje pa lahko dobimo plutovinaste zamaške? Plutovinaste zamaške dobite lahko v živilskih trgovinah ali pa v trgovinah, kjer prodajajo kakšne kozarce. Včasih je pa tudi dobro, da kar uporabimo doma, ne zavržemo. Torej, ko odpremo kakšno pijačo, ki je zaprta s plutovinastim zamaškom, pa da je takšne lepe oblike, ne zavrzite takoj, ampak prihranite in iz njega lahko naredite svoje čisto unikatne gobice. Tako.
Rdeče mušnice imajo ponavadi rdeče pike. Zdaj bi lahko tudi kar takoj začeli risati pike, vendar bi bile zapacane, tako da predlagam, da si jih najprej date na stran, da se rdeča barva posuši, potem bomo pa še naredili bele pike. Torej, zdaj pa nadaljujemo s polžkom. Tako. Za polžke pa lahko greste na sprehod v naravi in najdete njegove polžje hišice. V teh hišicah polži ne domujejo več. Če pa nimate sreče, da najdete tele polžje hišice, pa lahko uporabljate kostanj, lahko je pravi, lahko je divji. Če je droben kostanj, bo potem bolj majhen polž, če pa bo večji kostanj, pa bomo naredili večjega polža. In pa predlagam, da uporabljate plastelin. Takrat boste imeli bolj takšne pisane barvne polže. Lahko pa uporabljate tudi na zraku sušečo maso, ki jo poznamo pod imenom das masa, ki je takšne opečnate barve ali pa bele barve. Pri polžu uporabite en košček plastelina, tako kot želite, kako velik polž bo. Ga dobro pregnetete, naredite takšno kroglico in iz nje potem en takšen svaljek. Kako pa ločimo divji kostanj od navadnega? Ponavadi v sami ježici, ki jo ima, tako da je potrebno iti v naravo in ga nabrati na mestu samem in potem vidimo tudi samo razliko. Tako, naredili smo svaljek, uporabimo škarje, da naredimo pri polžu rožičke. Čisto malo zarežete in rahlo oblikujete takšne drobne rožičke. Tako. Polža si takole postavite in zdaj bomo uporabili kostanj. Kostanj na sredino dobro pritisnemo in naš ježek oziroma, oprostite, polžek je že narejen. Pa mogoče naredimo še enega malo večjega. S čim pa je lažje delati, z das maso ali plastelinom? Oboje je odlično za izdelavo, lahko tudi mogoče uporabljate glino, če jo imate na voljo, vendar je tako, da plastelin se vam ne bo posušil, tudi če ga pustite na zraku. Ne smemo ga tudi ne dati v pečico. Medtem ko das masa se pa na zraku v roku 2-3 dneh posuši in potem je v bistvu vaš polž fiksen, ga ne morete več spreminjati, medtem ko pri plastelinu še pa vedno lahko ga malo popravite s časoma, mogoče spremenite, če se odločite, da ste dobili kakšno boljšo idejo, kako bi lahko vaš polž izgledal. Tako, tule pa, če imate pravo njegovo hišico, lahko naredite takole samo hiško polža. Plastelina ne smemo dati v pečico, kaj pa das maso? Das maso pa lahko daste v pečico in sicer na 100 stopinj, vrata od pečice pustite odprta, nikar pa se ne ustrašite, das masa je umetna masa in ima svoj vrsten von. Z vašo pečico bo vse v redu, ampak ko boste potem šli peči na primer kakšne piškote, pa le predhodno jo malo prezračite in potem lahko popolnoma varno in okusno dobite ven svoje najljubše dišeče piškote. Prej ste omenili tudi glino, kako pa je z njo? Glina je pa tako, da za glino pa potrebujete posebno pečico, ki speče samo glino na izjemno visokih, čez 1000 stopinj Celzija temperaturah, tako da v domačem gospodinjstvu takih pečic nimamo, zato mogoče v šoli ali pa pri kakšnih mojstru gline poprosite, da vam spečejo. Je pa res, da sama glina na zraku se pa tudi posuši, je pa res, da ne dobi tiste takšne opečnate rjave barve. Tako.
Takole, polžke sva naredili, Ja. zdaj pa lahko greva nazaj na gobice. Gobica, površina gobice, rdeča barva se je posušila. Zdaj pa vzamete ražnič palčko ali pa ožji čopič in njegov leseni del uporabite za delanje krogcev. Jaz kar v samo tubo pomočim v barvo belo in odtisnem rdeče pike. Bele pike. Oprostite, Ja, bele bele pike na rdečo podlago, ja, da potem nastane ta naša rdeča mušnica. Mi delamo torej danes mušnice, bi lahko naredili tudi kakšno drugo gobo. Ja, mušnice vemo, da niso užitne, lahko bi pa naredili jurčke. V tem primeru bi uporabili rjavo, akrilno barvo in bi prebarvali zgornji del te naše gobice v rjavi barvi. Kje pa lahko dobimo akrilne barve? Akrilne barve dobite v papirnici, najverjetneje jih imate tudi v svojem šolskem priboru za likovno vzgojo, torej akrilne barve so v bistvu tudi tempere barve, samo da so mogoče malo bolj pokrivne in malo močnejše pri samem slikanju. Zakaj pa delava pike s palčko? Je lažje kot s čopičem? Lažje. Če pa ste zelo spretni, pa lahko uporabite ozek čopič in rišete take res male krogce bele barve na rdečo podlago. Prej sva rekli, da bi lahko naredili tudi jurčke. Kaj pa, če bi naredili naši mišmaševci kakšne domišljijske gobe po čisto svojih barvah, bi tudi šlo? Ja, to pa zagotovo. Lahko bi naredili večbarvne, lahko bi uporabili celo, ko pobarvate to osnovo, uporabite morda kakšne bleščice, da boste potem še imeli takšne čarobne, mavrične gobice, tako da tam pa se lahko prepustite svoji domišljiji. A bi lahko tudi s flomastrom risali na tole? Lahko, vendar v tem primeru še vedno predlagam iz izkušenj, da si date na podlago neko osnovno barvo in potem mogoče belo barvo v zamašek prebarvate, potem pa s flomastrom barvate samo plutovino. Namreč plutovina je naravni material, malo posrka barvo vase, hkrati pa, če bi s flomastrom kar direktno šli na plutovino, ne bi bile tako izrazite barve. Tako da vam priporočam v tem primeru, da res cel zamašek prebarvate v neki osnovni barvi, ali je to bolj svetle barve, ali je to bela, rumena, kakšna krem barva in potem s flomastrom lahko greste čez. Suhe barvice, te pa nažalost plutovina nekako ne prenaša dobro oziroma sploh ne bi prišle do izraza. Lahko pa tudi pri teh naših polžkih, ko nabirate njihove polžje hišice, jih operete in posušite, lahko potem tudi te polžje hišice prebarvate ali s flomastrom ali pa s tempera barvami oziroma z akrilnimi barvami. Kje pa najdemo najpogosteje hišice? V gozdu, na travniku? V gozdu, v kakšnem podrastju, v listju notri ali pa ob kakšnih sprehajalnih potkah zelo radi domujejo tile naši polžki, ki čez določen čas zapustijo svoja bivališča, svoje hišice. Veliko pa jih najdete tudi ob železniški progi, ne ravno na železniški progi, ampak malo stran, kakšnih 100 metrov stran, tako da če se sprehajate oziroma imate možnost se sprehajati ob kakšnih železniških progah, potem bodite pozorni in poglejte. Ne najdemo jih samo v jeseni, najdemo jih tudi zgodaj spomladi, ko čez zimo prezimijo polžki v svojih hiškah, potem pa se odločijo, da zapustijo te svoja domovanja in najdejo druga bivališča. Torej moramo za tele naše izdelke res iti
en popoldan na sprehod, si vzeti čas in nabrati vse stvari, ki jih potrebujemo. Ja, če imamo priložnost, da v bistvu ves ustvarjalni material najdemo v naravi, zakaj ne? Nadihali se bomo svežega zraka, naredili bomo nekaj za svoje telo, morda povabimo tudi kakšnega prijatelja, starša, babico, dedka in skupaj užijemo en takšen lep jesenski dan, hkrati pa si prinesemo material za naše ustvarjalne popoldneve. Vemo, da v jeseni že je krajši dan in popoldnevi se že hitro prevesijo v noč in zakaj ne bi takrat uživali tudi v svojih domovanjih v objamu narave. Tako, torej ostal nam je samo še en izdelek, preden pa si pogledamo, kako ga izdelamo, si privoščimo malo glasbe. Moj korak zbeži še zdaj, tja na konec ulice. Srečam te le kdaj, pa kdaj, a pogled tvoj mimo gre. Lepa si, prelepa res, jaz pa ujet v preteklosti, med spomini na tvoj smeh. Upam le, da srečna si, na blazini čuvam tvoj odtis, če se vrneš daj. Zato pa moj objem narejen je zate, vedno bom tukaj čakal na te. Kdo ve, kdaj se bom navadil, kdo ve, kdaj te bom pozabil. Moj objem narejen je zate, manjkajo tvoje roke zlate. Vidno imaš odprta vrata, moj objem še vedno čaka te. Smo že nazaj. Za konec nam je ostal še meni najljubši izdelek, jesenski list. Tukaj gospa Petra že pripravlja, kaj potrebujemo za jesenski list. Za jesenski list potrebujete na zraku sušečo maso, to smo rekli das maso, ta je opečnate barve, lahko je pa tudi bele barve. Potem potrebujete valjar, tega najdete v kuhinji, in pa eno posodo, kamor bomo dali list, da bo dobil eno takšno obliko. V našem primeru imamo pa še en model, to je model trte, list, ki nam bo služil za odlično obliko naše posodice. A je pomembno, kakšen list imamo? List mora biti svež, predvsem pa je dobro, da ima tele žilice, ki se dobro vidijo in se bodo seveda otisnile v našo das maso. Bi lahko imeli tudi manjši list? Lahko imate, odvisno je od tega, kaj vi želite narediti, v kakšni obliki in pa seveda, kaj boste v to posodico devali. Če potrebujete posodico za bombone, potem veste, da potrebujete največji list, kar ga najdete v naravi. Takole, maso na poljubno, ne preveč tanko debelino razvaljate, potem pa ta list z žilicami otisnite v samo maso. Lahko si pomagate tudi malo z valjarjem. Malo pokukate, en vtis je. Potem pa s tem servirnim nožem obrežete zunanjo obliko lista. Če ste zelo natančni, lahko res greste do vsakega listka posebej. Priporočam pa, da kljub temu, da je v naravi ožji pecelj od lista, da naredite malo večjega. Zakaj pa potrebujemo svež list? Svež list pa zato, ker bo sodeloval pri našem ustvarjanju, ne bo pokal,
ne bo se luščil, tako da bomo lažje ustvarjali. Žal posušenih listov v tem primeru ne moremo uporabljati, ampak potrebujemo svežega. Ni potrebno samo, da so to drevesni listi, lahko tudi kakšen ohrovt, kakšno zelje uporabite. Takole. Če vam kakšna oblika ni ljuba, ga lahko še poljubno prikrojimo. In če imate preveč tule takšne ježkaste robove, lahko malo pomočite prste v vodo in oblikujete rob. Potem pa previdno dvignete sam list, poiščite skledico, kakršne oblike lista bi želeli. Če bi na steno dali list, bi pač pustili ravnega, tako pa, ker oblikujemo skodelico, previdno položimo sam list v skodelico in pustimo, odvisno od debeline, kako ste na debelo razvaljali, vsaj 2 dni do 3 dni, da se res da masa posuši. Spremenila bo zdaj takšne sveže rjave barve, potem pa spremeni barvo, postane res taka suha, temnejša podlaga, potem pa seveda lahko tudi jo pobarvate, pobrusite, če so še preveč ostri robovi in uporabljate v vsakdanji uporabi. Je pa res eno opozorilo, da vode pa ravno najbolje ne prenaša. Tako da vanjo lahko shranite kakšne suhe stvari, tako kot smo rekli na začetku, za bombone je izjemno priročna. In potem, ko se posuši, je jesenski list končan. Tako. Mislim, da si bom tudi sama doma ustvarila takšen list. Najlepša hvala za vse kreativne ideje in današnji obisk v studiu. Hvala vam. Takole, mi Šmaševci verjamem, da je vsak našel kakšen izdelek, ki je njemu všeč in si ga bo izdelal doma. Bodite lepo in se vidimo prihodnji petek. Tja na konec ulice.